presenečenja so možna, tudi napovedovanje vremena ni 100%, ampak če nas že ujame nevihta ali se bliža nevihta, imamo celo smernice mednarodne za to, kako ravnati, ampak začnimo s preventivo. Osnovna preventiva je pravilo 30-30, se pravi, če vidimo, da se bliža nevihta in da je med bliskom in gromom, se pravi, razdalja časovno nekaj 30 sekund, kar pomeni, da je nevihta še oddaljena okrog 10 km, takrat se moramo skriti, takrat je skrajni čas. Ker to razdaljo lahko nevihta praktično v trenutku preskoči, se pravi, ne smemo čakati, da je res neposredno okrog nas začne treskati. In drugo pravilo 30-30 je pa 30 minut po koncu nevihte. Po statistikah, po raziskavah je tudi še 30 minut po koncu nevihte, ko izgleda, da je že konec, možen kakšen udar strele, se pravi, toliko časa naj bi še počakalo zavetje. Danes mislim, da že vsakdo ve, da se je treba umakniti iz vrhov, iz grebenov, iz teh izpostavljenih točk, kamor najraje udari strela. Zaščita telefona seveda je pomembna zato, če nas udari kakšen stranski tok strele ali celo strela sama, da ga ne cvre, da lahko sami pokličemo, če smo še v stanju, ali pa so potniki, se pravi, ga damo nekam v nahrbtnik zaščitenega pred kolikor toliko pred udarom strele. Izogibamo se drugih izpostavljenih mest, daljnovodov, ne vem, raznih stolpov, jeklevice so lahko tudi nevarne, v pomenovanih feratah. Skratka, kar precej preventivnih ukrepov je, o katerih je bilo tudi v planinski in laični literaturi že veliko napisanega. Pa se je tudi pomembno je, tudi preventivno, če smo v skupini, ko nekoga zadane strela, je zelo pomembno oživljanje. Temeljno znanje oživljanja, podaljšano umetno dihanje, ker strela zelo pogosto ohromi dihalni center, se pravi, človek ima velike možnosti, da preživi, ampak se mu ustavi dihanje in zato je treba pri oživljanju, zlasti pri izvajanju umetnega dihanja, vztrajati dalj časa, kot so splošna priporočila za oživljanje. To je zelo pomembno, kar nekaj življenj je bilo izgubljenih pri nas in v tujini na ta račun, ker očividci niso dovolj dolgo oživljali.